No, naša današnja tema je, kako graditi vero. In zdaj, preden se zapodimo v to, da bi kakšen odgovor dali, je dobro, da najprej sploh povemo, kaj je vera, ne, kako jo definiramo. Ker ta beseda seveda v slovenščini se uporablja na različne načine in, mislim, v splošni rabi je to kar sinonim za religijo, ne. No, ampak to, o čemer bomo govorili, je v nekem smislu nasprotje od religije, od neke religioznosti, od neke pripadnosti nekemu verstvu ali pa tudi neki duhovnosti ali pa neki pač, ja, nekemu takemu kulturno-religioznemu, konstruktu ali pa tudi konceptu, kateremu mnogi ljudje pripadajo, a ne. Tukaj pač govorimo o veri kot, zelo, zelo osebni stvari. No, in saj že sama definicija, zdaj če gremo v Sveto pismo, pogledat izvirne besede, nam to zelo jasno pokaže. Grška beseda, ki jo imamo v Novi zavezi, je pistis in pomeni v osnovi zaupanje, in ima pa potem še tudi druge pomene, kot je zvestoba, potem ima lahko pomen lojalnost, v nekih kontekstih ta beseda pomeni celo dokaz v pravnem kontekstu, ne, če bi rekel prispevaj pistis, pomeni daj dokaz. Tako da to v grškem svetu je zelo jasno, da gre tukaj za osebno zadevo, da gre za neko osebno zaupanje. Še bolj pa nazaj, če gremo v hebrejski svet, je pa ključna beseda emuna, ki pomeni zvestoba v bistvu. In se pravi, gre za neki zvest odnos, nekega zvestega naslanjanja na nekoga. Tako da, ja, to je pač ključna zadeva, ki jo moramo imeti pred očmi, a ne. Se pravi, ker v slovenščini, če rečeš vera, seveda je ta beseda ima bolj neki racionalen, pridih, verjamem, da je to tako. Ni zaupam temu pa temu, ne. Če rečem vera pomeni in tudi seveda sploh zdaj, ker živimo v religioznem okolju, a ne, ki ga je pač krščanska religija obvladovala skoraj 2000 let, seveda potem vera pomeni pristank na neke verske resnice ali pa verska načela in tako naprej, a ne. No, ampak ta vera, to je pač, tega pomena v Svetem pismu ne najdemo, ne. To je pač kompletno zastranjen pomen in tukaj moramo najprej to plast prahu zdaj spihati stran, da pridemo do tega izvirnega pomena, a ne. Tukaj ne gre najprej za sprejem določenih verskih resnic, ampak gre za zaupanje v nekoga. No, če se lotimo zdaj malo bolj konkretno, tega v bibličnem smislu zdaj, kako gradimo vero, a je kaj, kar lahko mi ljudje naredimo, da bo naša vera zrasla, a ne. Tukaj moramo pol ločiti dva nivoja, en je malo bolj splošen, drug je pa malo bolj konkreten. In bolj splošen nivo je je vera v smislu prav tega odnosa z Jezusom, zvestobe Jezusu kot Mesiju. Drug bolj specifičen pomen je pa vera, predvsem v kontekstu molitve, vera, ke z vero moli in z vero tudi prejme stvari od Boga. Tako da tukaj bomo to dvoje bomo ločili in bomo šli v dveh korakih v eno pa v drugo. In zdaj, no, a lahko, kako gradimo vero, kako pride do vere, kaj lahko kaj naredimo, da naša vera raste, ne. Zdaj, prvi odgovor seveda, ke ga v Svetem pismu najdemo, je tale, ki je iz pisma Rimljanom, 10. poglavje, 17. vrstica: vera je iz oznanjevanja oziroma še malo bolj dobesedno, vera je iz poslušanja oznanila. Oznanjene Božje besede, prav oznanjevanje pa je po Kristusovi besedi. Se pravi, o čem tule govorimo? Sveto pismo govori o tem, Božji evangelij je Božja beseda, ki jo Bog sam izreka iz sebe ven v ves svet. To je nekaj, kar Bog govori. In seveda ta beseda pride do posameznika
ponavadi prek drugega posameznika, ki jo oznanja, prek nekoga, ki pričuje. Se pravi, pride Božja beseda do človeka in zdaj ta Božja beseda, ki impaktira, ki se dotika, ki vdira v človeka, ima seveda zdaj lahko naleti na upor ali pa naleti na to, da se človek odpre in jo sprejme. In ko človeško bitje sprejme to Božjo besedo, se zgodi vera. Je to, kar se v njem zgodi, je vera. Vera je v bistvu Božja beseda, ki smo jo mi sprejeli in ponotranjili in se začeli odzivati na njo. In zdaj seveda tukaj moramo biti natančni, ne kar katerakoli Božja beseda, ampak najprej in predvsem beseda evangelija. In beseda evangelija, pa vemo, je pa razglas, je čisto preprosta proklamacija, ki prihaja od Boga in Bog pravi vsemu človeštvu takole: človeštvo, poslušajte, jaz sem poslal svojega sina, postavil sem ga za vladarja, on je umrl za vas vse, da vas očist greha, on je vstal od mrtvih, zato da vam da novo življenje in v njegovem imenu imate odpuščanje grehov. Kličem vas, da se vsi spreobrnete, spokorite in začnete zaupati temu Jezusu, ki sem vam ga jaz poslal, predstavil, postavil, dal za vas. Se pravi, vera najprej v tem najbolj osnovnem smislu pomeni res slišati evangelij in ga sprejeti in se odzvati na njega, ne samo mentalno, ampak osebno. Osebno, tako da začnemo slediti temu Jezusu iz Nazareta kot Mesiju, kot Božjemu sinu in kot tistemu, o katerem potem Sveto pismo pričuje, kot tistemu, ki je pač se rodil za nas, živel med nami, nas učil, pokazal, delal čudeže za nas in potem predvsem, ki je umrl za nas in ki je vstal od mrtvih za nas. Pavel recimo na začetku prvega pisma, na začetku 15. poglavja prvega pisma Korinčanom evangelij tako zelo na kratko strne, točno tako. Kristus, se pravi Mesija, je umrl po pismih, tretji dan je bil pokopan, tretji dan je bil obojen po pismih, prikazal se apostolom. Prav, to je osnova, tukaj na tej veri stojite. Če to imate, stojite, če tega nimate, nimate nič. Se pravi, to je zdaj prvo, kar je to, da mi kot ljudje, da se vedno in najprej vračamo k temu preprostemu evangeliju, ki je preprost, ampak je pa hkrati, kot Pavel piše na začetku pisma Rimljanom, Božja moč v zveličanju vsakomur. Se pravi, evangelij, ta skrajno preprost razglas je hkrati v njem zapakirana vsa moč vsega Boga. In je moč, da udreš, moč, da osvobodi, moč, da prenovi tukaj. Se pravi, če hočemo rasti v veri, če hočemo graditi vero, se moramo preprosto samo vračati nazaj na evangelij. Na ta evangelij, ki nam je bil oznanjen in seveda v katerega smo bili tudi krščeni. Ker če pogledate krst kot vstop v hojo za Jezusom, krst je točno to. Je točno vstop v Kristusovo smrt in vstop v njegovo vstajenje, združenje. Pismo Rimljanom 6. poglavje. Zraščeni smo v smrti, zraščeni smo z njegovim vstajenjem, postanemo eno z njim. Se pravi, ta Jezusova zgodba postane naša zgodba postane njegova zgodba. On je v nas, mi smo v njem. Se pravi, začetek, prvo, kar moramo reči, kar se tiče vere, je, tako vera nastane in tako se tudi krepi. In ravno zato nam je Bog na začetku postavil krst kot točko, na katero se vedno vračamo in točno tako gradimo svojo vero. Spomnimo se na realnost, v katero smo bili postavljeni, s krstom, zelo konkretno, zelo nazorno, pod vodo, smrt, ven iz vode, novo življenje. In Jezusovo ime klicano na nas in prejeli smo Svetega Duha v povezavi s krstom. Če ne točno tisti dan, je pa vseeno v Božjem redu je to povezano. In to se pravi, to je tista prva stvar. Se pravi, Božja beseda dela vero. No in seveda zdaj pa lahko tudi rečemo, da to velja tudi za ostale besede, v manjšem smislu, ampak tudi za vse ostale Božje besede, ko Bog govori. In nam eno stvar razodane, eno stvar dojamemo. Takrat se v nas zgodi vera, začnemo Bogu zaupati in začnemo te stvari delati. Se pravi, vsako Božjo besedo spremlja razodetje, če ga mi hočemo
sprejeti. Spremlja, ker je tudi sam Božji duh je poslan v svet, zato da pričuje o teh stvareh. Ne. Tako da se pravi, v nekem manjšem smislu je pa to velja potem tudi za ostale besede, ostale Božje besede, ki jih govori Bog, ki jih imamo v Svetem pismu in ki nam jih Sveti Duh. Sej vsi poznamo to izkušnjo, ne, da ko beremo nekaj v Svetem pismu, je tako, kot bi nam Sveti Duh z unim rumenim flomastrom nekaj podčrtal in nam besede zažarijo in začnejo delati v nas, in če jih mi sprejmemo, potem v nas začne vera rasti. Tako, na ta način se hrani vera, iz tega nastaja vera, ta zvestoba, to zaupanje Bogu, ta zelo, kaj naj rečem, ta božanski dih v nas, ne vem, kako naj to rečem, ker ni to niti ta pravi izraz zdajle, ampak ta kapaciteta, nekateri krščanski pisci rečejo to, vera je kapaciteta za Boga, ne, ali pa capax Dei v latinščini, se pravi biti sposoben Boga, biti sposoben za Boga, biti sposoben, biti z Bogom in tako naprej. Kapaciteta za Boga, tako nastane v nas, Božja beseda jo naredi, prostor za Boga, da tako rečemo. No, ampak ni samo Božja beseda tista, ki nam daje, da rastemo v veri ali pa da jo gradimo, je še druga zelo konkretna stvar, ki se pa dostikrat pozablja. In ta zelo konkretna stvar je pa občestvo, je pa skupnost Jezusovih učencev, skupnost odrešenih, skupnost tistih, ki so prerojeni iz vode in duha, novorojenih, ker ta skupnost je postavljena od Boga kot tisti konkreten, viden del Božjega kraljestva. In ko smo skupaj, en drugemu spodbujamo, gradimo vero, ker pač vsak od nas ima nekaj od Boga, in ko smo skupaj, se ta Božja celota začenja rasti, se začenja graditi in dopolnjujemo drug drugega in rastemo drug ob drugem. Zato imamo v Svetem pismu, v Novi zavezi, toliko veliko teh izrazov drug drugemu, ne vem, pomagajte drug drugemu, skrbite drug za drugega, molite drug za drugega, opominjajte drug drugega. Mislim, da jih je okrog 50 ali še več, velika številka v glavnem. No, ampak skupnost je kraj, kjer rastemo v veri. In to je sploh v današnji družbi, ki je fragmentirana in je obolela od individualizma, je to zelo, zelo pomembno slišati. In tukaj takoj vidimo, zakaj je tako ključen element res Božjega dela, Božjega kraljestva to, da se ustanavljajo skupnosti. Ker kristjani dostikrat, če že evangelizirajo, mislim, mnogi sploh tudi evangelizirajo, ampak tisti, ki evangelizirajo, se dostikrat ustavijo pri tem, ampak Božji cilj ni en nov spreobrnen. Božji cilj je nova skupnost na enem novem kraju, v eni novi hiši, v novem stanovanju, v novi pisarni, kjerkoli. Ampak to je cilj Božjega delovanja, ker vsej vemo, kakšne obljube so vezane pol na skupnost. Tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Če se dva izmed vas strinjata glede katerekoli prošnje na zemlji, jo bo uslišal moj Oče, ki je v nebesih. In tako naprej. Se pravi, ogromne Božje obljube so vezane prav na to, da Božji ljudje se dobijo skupaj in da so skupaj v imenu Jezusa, se pravi, zaradi tega, kdo on je in kaj on dela. Imamo pa tudi recimo čisto konkretno en primer v Svetem pismu, kjer Pavel piše, tudi v pismu Rimljanom, 1. poglavje, 12. vrstica, Pavel govori o tem, da bo obiskal, da načrtuje obiskati Rim, in potem prav tako, da bi vas jaz okrepil, ampak pa reče, ali bolje rečeno, da bi se sam okrepil med vami, ko bom z vami sodoživljal vero, ki je skupna vam in meni. Se pravi, kaj Pavel pravi? Pavel, apostol, bo prišel tja in bo služil s svojimi darovi, ampak v resnici bo pa tako, da bom jaz tudi sam se okrepil tam med vami, ker je zaradi vere, ki nam je skupna, bo tudi to meni dvignilo vero. Tukaj imamo zelo konkreten primer, kako Sveto pismo pričuje o tem, kakšna je moč skupnosti prav za gradnjo vere. No, pa je še en vidik, ki bi ga
tle omenil, kako rastemo, kako gradimo vero. In to pa kar še en citat iz Judovega pisma, 20. vrstica, takole pravi: Vi, ljubi, pa izgrajujte sebe na temelju svoje presvete vere, tako da molite v Svetem Duhu. In tle pa je zanimivo, se tukaj po svoje že omenja, mislim, so stvari, ki smo jih že omenjali, gre za temelj. Vera nam tudi Juda začne svoje pismo: borite se za vero, ki je bila enkrat za zmeraj izročena svetim. To je ta evangelij, da je Jezus Mesija, da je on vladar vsega, ki je in ki bo, ki prihaja, in da nas Bog kliče, da se odvrnemo od zla in se podredimo njemu in se inkorporiramo vanj dobesedno, da postanemo del njegovega telesa. In to je ta temelj. Ampak zanimivo pa, da doda tukaj molitev v Svetem Duhu. In tle, seveda, Sveti Duh nam je dan in nam je dan, da molimo v njem, da delamo v njem, da obrodimo sad v njem. Ampak tle konkretno je poudarek na molitvi v Svetem Duhu. Zdaj, seveda, v binkošno-karizmatični tradiciji se to takoj razume kot molitev v jezikih, kar seveda ni narobe, ampak je pa verjetno preozko. Molitev v Svetem Duhu ni nujno samo molitev v jezikih, je pač molitev, ki jo vodi Sveti Duh. Tako kot je Jezus rekel v Janezovem evangeliju, da Oče išče takih molilcev, ki bodo molili v duhu in v resnici. Se pravi, spet gre za molitev, ki ni porojena ven iz kaj ne rečem, naše stare narave, iz naših človeških predstav, ampak ki se res ki izvira iz Svetega Duha, ki ga je Bog naselil v nas, v naša telesa. In na ta način gradimo svojo vero in seveda gradimo na temelju, ki smo ga postavili pri krstu. Toliko o tem, se pravi o veri v širšem smislu, vsaj zaenkrat. Tukaj bi dal, danes je tako, da lahko dam za vsakega od teh smislov, lahko dam kar eno svetopisemsko knjigo priporočim. In zdaj za ta prvi del, ki smo ga kar omenili, bi priporočil pismo Rimljanom. Ste slišali, da sem ga citiral velikokrat, ampak tudi pismo, tukaj bi priporočil, če hočete poglobiti svojo vero v tem segmentu, ker smo zdaj govorili, preberite celotno pismo Rimljanom. To vam svetujem. No, medtem, ko za tole, kar sledi, za vero v ožjem smislu, vera za prejeto molitev, tukaj bi vam pa priporočil celoten Markov evangelij, ki je zelo preprost, zelo direkten in ki je tudi precej govori o tem. No, zdaj pa to, a lahko v redu, a lahko kaj naredimo tudi glede vere v ožjem smislu, se pravi, da imamo vero, da ko prosimo, da bomo to prejeli, ker Jezus nas k temu izziva ves čas. No, in tukaj se mi zdi, da se da reči par stvari, da se jih da omeniti. In prvo, na kar bi nas opozoril, je ta Jezusova prispodoba o gorčičnem zrnu, ki se pojavlja v različnih besedilih, tudi v različnih kontekstih. Eno je prilika o gorčičnem zrnu in tam ni govora o veri, ampak recimo potem pa, ko pa govori o molitvi, naprimer, pa Jezus reče, če bi imeli vero kakor gorčično zrno, bi rekli tej gori, prestavi se in tako naprej. Se pravi, jaz hoče reči, tudi če imate vere toliko malo, bo dovolj. Tukaj to priliko nam Jezus daje s tem, da nas izziva. Da nas izziva k temu, da imamo vsaj tisto malenkost in na nek način tudi našo vero s tem spodbuja. Tudi če imate tisto malo vere, bo dost. Imejte malo vere. Imejte samo dovolj je čist drobtinca, ker bo iz nje zraslo to, kar more. Se pravi, tukaj na to se moramo spomniti, na to Jezusovo priliko, ko čutimo, mislim, ko bi radi zrastli, ko bi radi imeli več vere, se moramo na to spomniti. To je kot neka začetna slika, ampak predvsem seveda pa moramo se nasloniti na Jezusove obljube, ker glede uslišane molitve je pa zanimivo, da je pa to prav
nekaj specifično Jezusovega, ne. V stari zavezi jih v tej obliki ne najdemo. To je pač nekaj, kar je prav zelo specifično Jezus prinesel, a ne, in tukaj imamo več teh obljub. Ja, najbolj taka drastična je ta, ne, ki jo imamo v Markovem evangeliju, ki gre takole. Dobesedno reče: "Imejte vero v Boga, resnično povem vam, kdor bo rekel tej gori, vzdigni se in se vrzi v morje, in ne bo dvomil v srcu, temveč verjel, da se bo zgodilo, kar pravi, se mu bo zgodilo. Zato vam pravim, za vse, kar molite in prosite, verjemite, da ste že prejeli, prav preteklost, in se vam bo zgodilo prihodnost." Tule imamo, tukaj, to je pač Jezusov izziv nam vsem, ne, prav, ko molite, verjemite, ne. Molite, zaupajte, da vas Bog sliši, ne. Seveda tule ljudje, težava je potem, ker mnogi kristjani tega ne delajo, potem pa so eni drugi kristjani, ki pa to delajo na tak način, da to zlorabljajo. Ampak seveda mi smo pa pozvani, da to delamo na pravi, odgovoren način, ker seveda prositi za stvari, ki niso božja volja, je minimalno, kar lahko rečemo, je slabo, če ne celo tudi nevarno. Ampak po drugi strani za stvari, ki pa so božja volja, pa smemo in moramo prositi na tak način. In tudi se moramo učiti, kaj naj rečem, bojevati in vztrajati v molitvi, da jih prejmemo. Ne. Tudi Jezus drugje pravi, ja, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. To je Matej 7. Ono prej je bil pa Marko 11 od 22 do 25 vrstice. Še ena obljuba, s katero nas Jezus izziva in nas poriva nas v molitev in v prošnjo. Ne, prav, pejte, prosite in zaupajte, da boste prejeli, ne. Pejte s to vero, da boste dobili, ne. Ta Jezusova beseda, ne, zdaj, ne, tukaj smo zdaj v tem drugem pomenu, kaj o veri, ki jo naredi Božja beseda. Tukaj pač Jezusova beseda hoče v nas narediti vero, da ko prosimo, da bomo prejeli. Ne, to je moč Jezusove besede tukaj, ne. Ne, iščite in boste našli. To je on rekel, to se nismo mi izmislili. Ne, vsak, kdor prosi, prejme. To je spet on rekel, tukaj, ko se naslonimo na njegovo besedo, ja, naša vera raste. In ja, tle imamo primer, ko je Jezus sam tako molil tudi, ne, ko pravi takole, ko je Lazar umrl in je bil v grobu, Jezus moli pred grobom in reče takole: "Oče, zahvaljujem se ti, ker si me uslišal." To so prve besede v njegovi molitvi. Nič še ni prosil, ampak najprej se mu zahvaljuje, ker si me uslišal. Se pravi, on začne molitev s tem, da je prošnja že uslišana. Tukaj imamo pa zdaj zgled Jezusov, direkten zgled take vere, ne, ki pravi, ko prosite, verjemite, da ste že prejeli. Tukaj vidimo to v akciji, ne. Jaz sem vedel, da me vselej uslišiš, toda zaradi množice, ki stoji okrog mene, sem rekel, da bi verovali, da si me ti poslal. Prav, to povem zaradi drugih, ne. Se pravi, spet, tukaj nam on daje zgled, kako se moli s to vero, ne, da prosimo, molimo v veri in v zaupanju. In ja, no, se tle bi lahko našteli še potem druga mesta, v Jakobovem pismu jih je nekaj in tako naprej. Ampak mislim, da je to dovolj za enkrat. Se pravi, ja, prva stvar, ki smo rekli, se pravi, eno je prispodoba v gorčičnem zrnu, glavna stvar so pa te obljube, božje obljube, da bo uslišal molitev, se pravi, Bog pravzaprav tako se zdi, ne, kot da Bog išče, gleda, kje bo kakšen človek začel mu tako zaupati. Se začel tako zanesti nanj, tako kot da bo njegove te besede resno vzel. Ja, in bo prosil z vero in bo prejel po veri. Vse tiste dobre stvari, ki jih oče rad daje, ne. In predvsem, no, če smo že pri tem, predvsem to, kar je najprej in predvsem obljubljen kot odgovor na molitev, je prav Sveti Duh, ne. Ko pravi Jezus v Luku 11, ne, da nam bo oče koliko bolj, mi, ki smo hudobni, znamo dati dobre darove,
otrokom, ampak koliko bolj bo pa naš nebeški oče dal svetega duha tem, ki ga prosijo. V Mateju bo dal dobrih stvari tem, ki ga prosijo. No, ampak še en vidik je, ki pomaga pri molitvi, z vero, molitvi vere, kot se reče, molitvi zaupanja. In tega tudi najdemo tudi prav na Jezusovih ustnicah. Pa zanimivo, angel to Mariji tudi reče. In to je pa to, ne, to je pa preprosto dejstvo, da ko moliš, da se spomniš, da moliš k Bogu, ki mu nič ni nemogoče. Ker seveda mi, ko prihajamo s prošnjami, mi imamo izhajamo ven iz svojih predstav o svetu. In tukaj je tako, kot je, ene stvari so bolj možne, ene stvari so manj možne. Ampak zdaj, ne, če pa mi res kot ljudje se spomnimo, da v molitvi prihajamo k Bogu, ki mu pa nič ni nemogoče, potem pa to spremeni stvari. Prav dobesedno te besede najdemo v Luku 1:37. Bogu namreč nič ni nemogoče. To angel reče Mariji. Potem pa Jezus reče apostolom, ki ga sprašuje, kako se lahko kdo reši. In pa tako, pri ljudeh to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Se pravi, ja, mi imamo svoje predstave, kaj je možno, kaj ni, ampak pri Bogu je drugače. Potem pa imamo tle Jezusa v Getsemaniju. To je prav v Markovem evangeliju spet, v drugih mislim, da ni tega, pa moli takole: Aba, oče, tebi je vse mogoče. Daj, da gre ta kelih mimo mene, vendar ne, kar jaz hočem, ampak kar ti. Jezus je tle v agoniji. Tle bojuje skrajni boj. Dejansko potem Jezus je miren, ampak tukaj pa v agoniji. In začne molitev s tem: Aba, oče, tebi je vse mogoče. To je tukaj vidimo, tle Jezus na Sveto pismo malo razkrije Jezusovo srce. On, ki je šel v molitev, je najprej mogel samega sebe spomniti, da moli k očetu, ki mu je vse mogoče. Ne? In na tej osnovi proba prositi, a je kakšna možnost, da ne bi šel skozi to, ampak seveda reče, tvoja volja naj se zgodi. In potem, ko naprej moli, že nekoliko vidi, ja, okej, tvoja volja naj se zgodi. Ta kelih ne more imeti mene, v redu, naj se zgodi tvoja volja. Pomagaj mi, da jo izpeljem. Ampak začne pa molitev, tebi je vse mogoče. In to se mi zdi, da lahko zelo, zelo pomaga, ko molimo, da enostavno, da vržemo stran te človeške ovire, ki jih imamo, in ta pričakovanja, kaj je realno možno in kaj ne. Ko k Bogu pristopamo k nekomu, ki mu je vse mogoče. No, in na to nas potem pa na enem mestu tudi Pavel po drugi poti spomni, na koncu 3. poglavja v pismu Efežanom, reče nekaj takega, da Bog lahko naredi neskončno več, kot mislimo in kot prosimo. In tukaj smo potem spet pri isti stvari. Se pravi, to pa so stvari, ki jih lahko naredimo, da gradimo svojo vero v tem zelo konkretnem smislu, v konkretnem pomenu, da rastemo v molitvi, da rastemo v tej molitvi vere, kot se reče, molitvi zaupanja v Boga, ki je zaupna z Bogom in ki prejme od Boga stvari, ki jih išče. In no, kot rečeno, tukaj pa priporočam, da preberete ves Markov evangelij.